najbolj aktualni točki. Pri začetni točki, ko smo začeli z duševnim zdravjem in se vrnemo nazaj k duševnemu zdravju. To pot smo prehodili, vidimo, kaj nam vmes delajo, da nas delajo psihično nore, da nam skrivajo podatke in nam kažejo, life is beautiful. Ok, gremo pogledati, kaj je NIJZ. Povedal sem vam, da je NIJZ postal psihološka bolnica in to je plakat NIJZ-ja. Od spodaj piše NIJZ, življenjski slog, Slovenija gre v šolo. Poglejte si ta plakat, saj sem vam dal link. Otrok in mladostnikov in priporočila za starše. Zdaj, veste, to, kar delajo zdajle in govorijo, so hude stvari za učitelje, profesorje, sploh za stroko, za vzgojo in tako naprej, ker na otrocih cela država stoji. To je naša generacija. Zdaj, kakšne generacije bojo čez 8 let ali pa čez 7, 8 do 2030, ali bojo sami psihični bolniki prihajali, ker to zdaj otrok ne gre več v šolo. Otrok gre v psihiatrično bolnico. Z njim se začne. In gledajte, kaj objavljajo na NIJZ. Slovenija gre v šolo. Duševno zdravje otrok in mladostnikov, poročilo za starše. Zdaj staršem pripovedujejo, kako so njihovi otroci duševno moteni. Prav napisal sem si, NIJZ se spreminja v psihiatrično. Bodite pozorni, kaj pišejo, kaj govorijo. Glejte, kaj govorijo in kakšne članke pišejo. To imate zdajle, poglejte, tipkajte, NIJZ aktualno, vse to je gor. Epidemiološko spreminjanje poliovirusov v odpadnih vodah, se pravi, gledajo, kaj lulamo, kakamo, kaj jemo, vse v odpadnih vodah, ja, to vse filtrirajo. Potem imamo cepljenje nosečnic, zdaj seveda ni dovolj, da zdaj treba še nosečnice, pa še nerojene je treba že prej pocepiti. Spremljanje okužb SARS-CoV-2, COVID-19. Vidite, 20.9.24. A se ljudem še vedno malo trga? In tam veseli otroci vsak v svoji barvi. Gremo naprej pogledati, v kaj se je NIJZ spremenil. Imam občutek, da je zdaj NIJZ postal ministrstvo za šolstvo. Kaj oni pravijo? Letošnje teme, ki jih izpostavljamo, so spanje, počitek, varnost na poti v šolo, to, kar je stvar šole, policije, organizacije, ustno zdravje, to, kar je stvar zobozdravnika, skupaj do zdrave in trajnostne prehrane, kar je stvar mame, očeta in kuhna v šoli, kognitivne sposobnosti so boljše pri telesnih dejavnostih, kar je stvar športne vzgoje, pa kaj se gre NIJZ? Ja, vse hočejo imeti, vse boste videli. Izberi svojo in tako naprej, pomen vključevanja v skupaj. Aha, to je zdaj pomembno. Zdaj vsak se mora vključiti, kar je vključevanje, ključ do uspešnega sodelovanja. In zadnja tema, duševno zdravje, podpora v času sprememb. Veste, kaj me je zbodalo? Da je vse z rdečim, edino tema 8. Duševno zdravje, podpora v času sprememb. Čakajte malo, ljudje, o čem se mi pogovarjamo nocoj? Glejte, o tem, da oni zdajle, jaz takole rečem, dajo te srhljive stvari in vabijo v cepljenje. Ne? V društvu Belis močno odsvetujemo cepljenje pred gripo. Še enkrat vam bom prebral. Odsvetujemo cepljenje pred gripo. Kaj je to pred gripo? To pomeni, da še nimaš gripe. Pred gripo. Cepljenje pred gripo ni cepljenje proti gripi. Cepljenje pred gripo je cepljenje, ko ste še zdravi, z namenom, da po cepljenju zbolite. Pa ne za gripo, zaradi cepiva. A vidite besedno igro? In pol noben nič ni kriv. A kdo posluša, kaj napišejo, kaj govorijo? Poglejte, to je ta srhljiv video, pa si ga poglejmo, ne?
Super, ne? Super, ok, gledajte. Pa to je samo ena izmed najhujših stvari in narišejo vse te grde bacile, a ne, jih mislim, kje imajo domišljijo. Hujša stvar kot to gre za etično odobritev raziskav v šolah in vidikih. Ker vsako cepivo je raziskava. Če imajo eno flaško, pa eno tekočino za različne ljudi, pol veste, da je vsak v raziskavi, ker ni nič narejeno individualno in tudi ne morejo tega narediti. In zdaj tukaj etična odobritev in vidiki, primer tako imenovane odobritve raziskave v šolah, ki se dogajajo, je uradna odobritev. Namreč v letu 2013, gledajte, je medicinska etika pridobila dovoljenje Ministrstva za zdravje, pa so šole povabili, da bodo na otrocih delali teste. Pisna soglasja staršev so ob teh testiranjih bila potrebna za vključitev otrok v to raziskavo in otroke so spremljali noč in dan in povsod. 10 let. Zdaj, kaj to pomeni za neprostovoljno prilagoditev? Če je bil cel razred, pa so se 3, 4, 5 rekli, da ne bodo, so jih pač vključili zraven brez dovoljenja. Zdaj, če bi država vključila posameznike, vsi veste, brez privoljenja v raziskavo, s tem krši številne zakone, ki jih tako krš, pa mednarodne deklaracije, ki jih tako krš, pa ustavo, ki jo itak krš, delajo itak vse po svoje. Oni dobijo denar, delajo raziskavo, če pogrunta eden, če se 2 oglasita, ni nič hudega. Hujše, če se oglasi 100 ljudi. Ampak kot smo videli tam pri OECD, da se zelo malo ljudi pobuni, Slovenci zelo lepo ubogljivi. Če se reče v vrsto pa testirati palčko v nos, pa bo, razumete, od moje pisarne do centra, do tam ne vem, kje gor, do pravne fakultete vrsta in ljudje bodo po 4-5 ur čakali v vrsti, sploh ni problem. Sam da bojo palčko v nosek dobili. Jaz ne razumem tega. Sem mislil, da poznam slovensko dušo, ampak očitno je ne. Jaz nisem tak, no. In če se taka situacija zgodi, ko nekdo ukrepa proti inštituciji, proti državi, ki je odgovorna za raziskavo, se pač gre k varuhu človekovih pravic, ki je lev, ki ne grize, ki samo opozarja, ali kak pisemček napiše, pa še to v primeru, če mu 10-krat pišeš, ker te ima dost, a ne moraš ustrajati, ponavadi ti odpiše, da to pa ni kršitev človekovih pravic. Da to je samo ena raziskavica, ki je dovoljena. In tukaj, gledajte, tukaj zdaj oni delajo v bistvu v nacionalni reprezentativnosti. Vsaka šola je bila izbrana glede na število učencev v Sloveniji in velikost in naselje. In z uporabo podatkov o prebivalstvu pravijo, da so zagotovili, da vzorec ustreza nacionalnim in demografskim značilnostim. A veste, to so delali na vključitve 3600 otrok po starosti in spolnih skupinah. Vzorci so temeljili na predhodnih izkušnjah, kar je privedlo do več kot 4200 vzorčnih otrok. Vzorčnih otrok. In so to usklajevali, gledajte, učitelji. Na vrhu piše, da mladi učitelji zapuščajo šole in odhajajo v Lidl. Ni čudno, če to počnejo z njimi in jih silijo v testiranje otrok. In starši podpišajo včasih v šoli papir, pa sploh ne preberejo, ne vejo. Ne ve tudi, da ko podpiše, da lahko šola pošilja podatke policiji, socialni, ne vem komu vse, a ne. Potem pa pride do katastrofe, ko pride pismo za cepljenje, pa reče, mi pa ne bi dali cepiti, jaz zakaj pa podpisal, ampak eni niso, eni so budni, eni ne, tle nimamo kaj. In to so zdaj potem, kar se soglasja staršev tiče pri teh raziskavah nad otroci. Vse, a veste, ko grejo na sistematični pregled, vse to so evidence, podatke, ki otroka spremlja pol naprej, vse življenje in ga imajo pod kontrolo. To so odzivi staršev. 90% osnovna šola, poglejte, odzivi staršev in na število otrok.
v različnih 4 letih. To so podatki NIJZ raziskave, udeleženi otroci 82, 11 ne in pa 7% brez soglasja. To je tistih 7% otrok, ki pač nimajo dobre komunikacije, ali otrok zboli, ali pa kaj drugega, ne. Zdaj, kar se raziskav tiče, cepljenja, poseganja v telesno integriteto, spraševanja otrok o stanju doma in druge stvari, vam tukaj povem, da je vidite, spet 2018, to ključno leto, ne, duševni razvoj, in že takrat so te videe delali. Jaz vam bom ta NIJZ na svet leta za 2018 nazaj pokazal, kako so razmišljali 2018, in potem bomo pogledali, kako razmišljajo danes, ki je podoben video narejen, ampak samo za današnji čas. Kam pelje vpliv raziskovanja na razvoj depresije, anksioznih motenj, vpliva na vse sorte stvari. To je krasen video narejen za takrat, evo. No, vidite, jaz proti takim stvarem, ki so koristne, nimam nič, zato je njihova služba, da nas opozarjajo, izobražujejo. To je čudovit video, ker na razvoj depresije v anksioznih motenj vpliva velik nabor dejavnikov, pri katerih pa moramo starši se poučiti, in potem dobiš tukaj, neke nasvete kot starš. To pomeni, da obstajajo načini, s katerimi lahko pomagamo svojemu otroku, najstniku. Samo moment, Julijana me je opozorila, da se je tle nekaj izključilo. No, zdaj so še te televizije, so vse bio. Biotelevizija se izključi, kaj so te varčne, ne vem kaj, še biotelevizijo. To je bilo, evo, toliko časa nazaj, in težave v šoli, to je reševal NIJZ, kako so pa učitelji reševali med sabo pa učenci. Recimo tukaj en pogovor med ravnateljico in zaposleno na šoli. Kako je potekalo? No, upam, da bo. Pogovoriti se morava, to je neuzdržno. Jaz imam dost Urške in njenega zamujanja in njenih nalog in ne vem... Lej, zdaj pa res že pretiravaš. Mislim, jaz ne razumem, zakaj se vsakeč znova tako užgeš. Vse na koncu je vse narejeno, a ni? Ja, narejeno je zaradi tega, ker mi pol delamo popoldan, zato da nadoknadimo Urškine napake. Dobro, pa kaj bomo zdaj? Mislim, najboljše, da daš kar odpoved, ker se mi ne da vsakeč znova poslušati tega. Tak pristop je povzročil še več napetosti in ni rešil težave. Poskusimo še enkrat, tokrat na boljši način. Polona, pogovoriti se morava. Jaz imam dost tega Urškinega zamujanja z nalogami. Delo z njo je zadnje čase res neuzdržno. Glej, jaz mislim, da moramo mi to rešiti skupaj. Jaz predlagam, da skličem en sestanek, da se dobimo vse 3 z Urško in da se tam pogovorimo. Namreč, Lea, jaz sem prepričana, da ima tudi Urška svojo zgodbo in svoje razloge. Seveda so tudi tvoji razlogi zelo pomembni, vendar te prosim, če si lahko na tistem sestanku manj razburjena, kot si ta trenutek. A misliš, da bi to šlo? Ja, zdi se mi sestanek vsekakor nujen.
Glede mirnosti pa se bom tudi potrudila. No, sam danes me je toliko razjezila, ker smo spet rok zamudili zaradi nje in jih bom spet poslušala. Sedemo mirno na sestanek in se v miru, prijazno, sočutno pogovorimo druga z drugo in najdemo rešitev, prav? Prav, sej bomo že rešili. S konstruktivnim pristopom in ponudbo podpore lahko pomagamo sodelavcem, da se počutijo slišane in cenjene. Pomembno je, da se kot vodja zavedamo težav v ekipi in aktivno iščemo rešitev. Ok, to je zanimiv pogovor, kjer so iskali rešitve, najprej ni šlo, potem so probali drug pristop, krasno. To so bili posebni tečaji za učitelje v času težav, če se je pri otroku pojavila težava. Ampak kje je napaka tle noter? A jo vidite, kje je napaka? Veste, kaj je napaka? Da se pogovarjajo ravnateljica, učiteljica in otrok brez starša, ki še ni dopolnil 18 let. Zato, ker je edini zakoniti varuh ali pa skrbnik starš. Otrok zase ne more odgovarjati. In to je tukaj šlo vse narobe in vse navzdol. Odlična komunikacija, dobro, fajn, da skrbi za svojo zaposleno, ampak ko vključi otroka, bi mogla vključiti seveda starša. Ne samo 3, ampak morali bi biti 4. To bi bilo prav. Gremo naprej. Otroci in mladi, gledajte, običajno uporabljajo strategijo za spoprijemanje takih navad, ki so se jih naučili od staršev. In tukaj je zdaj še enkrat duševno zdravje otrok in mladostnikov, priporočila za starše. In poglejte, kaj nad glavami otrok. Z Iviljano sva bila, mislim, da je to bilo leto 92 v Ameriki. Jaz sem enake slike videl takrat na tistem šolanju. Vse v bistvu zmešano v glavi in zakaj do tega pride. Kje so razlogi? Mi smo reševali tam, recimo, razloge. Tukaj pa se ne rešujejo razlogi, ampak se samo še povečujejo v zvezi s tem. In zdaj ni več učitelj tisti, ki rešuje problem z otrokom, niti ravnatelj, niti starš, zdaj pride pa na vrsto samo še računalnik. In glejte, to je pa nasvet, ki ni 8 let star nazaj, ampak ta je pa nasvet 9.9.24 je pa nov video, kjer je izključen starš, izključen ravnatelj, izključen učitelj in to je pa danes na portalu NIJZ 12 dni nazaj naloženo iz spletne strani, ki se imenuje To sem jaz. Poglejte, kaj ponujajo zdaj otrokom. To je Bojan. Bojan se vsak dan sooča z izzivi odraščanja. Njegova čustva velikokrat valovijo in ker se jim ne more izogniti, bi jih rad razumel. Ko pa je čustev preveč in stiska postane res huda, nima pojma, kako naprej. Ve samo, da potrebuje nasvet. Tako obišče največjo spletno svetovalnico za pomoč mladim. Tukaj se lahko brezplačno in povsem anonimno posvetuje strokovnjaki, bere in raziskuje o čustvih in odraščanju ter bolje spozna samega sebe. Kmalu se počuti bolje. Premagal je ovire in največja stiska je mimo. Bojan zraste kot oseba. Zdaj vemo, da čustva niso usodna. Pridejo in minejo. Če jih prepoznaš in razumeš, lažje slediš ciljem in uresničuješ svoje želje. Tukaj smo zate. Dragi moji, otrok v tem smislu ni postal nič drugega, kot samo še ena figurica v računalniku. Še ena risanka več. Pravzaprav igračka v rokah odraslih. Igračka v rokah NIJZ Inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje. In zdaj vam bom pokazal še eno stvar. Ko vtipka, gledajte, to je ta video. In zdaj seveda otrok je v stiski, vidi, to sem jaz in gre na to spletno stran. Piše, ne odlašaj, vprašaj, anonimno je. Jaz sem to pot naredil, kot da sem jaz tisti, ki to rabim. Povedal vam bom, kaj se mi je zgodilo. Groza od srha. Poglejte, kaj se mi je zgodilo. Kako vas pripeljejo v čist drug svet. Najprej se odpre
prebereš samopodoba, čustva, psihične stiske in potem ti dajo en zvok in te hipnotizira. Poslušajte, kaj vam govori. Prizemljitev ali tehnika 5-4-3-2-1. Ko nas prevzameta strah in tesnoba, ali ko na primer doživimo napad panike, pogosto ne zmoremo svoje pozornosti usmeriti stran od strašnih misli, ki nas obhajajo. Zdi se nam, da smo se ujeli v miselne pasti, iz katerih se ne moremo rešiti. Ujeti smo v začarani krog misli, čustev in svojih reakcij. Če želimo ta začarani krog prekiniti, si lahko pomagamo s tem, da pozornost usmerimo na sedanji trenutek, na trenutek, v katerem se nahajamo. To lahko naredimo s pomočjo naslednje vaje, v kateri so nam v pomoč naša čutila in številke. Sprehodili se bomo od 5 do 1. Vaje lahko izvajaš v katerem koli položaju. Vabim te, da pred začetkom narediš nekaj počasnih vdihov in izdihov. Začnimo številko 5. Razglej se in poišči 5 stvari, ki jih vidiš. Dobro si jih oglej. Kakšne barve so? Kakšne oblike? Ali se na njih igrajo svetloba in sence? Poimenuj stvari, ki jih vidiš. Lahko na glas ali v mislih. Štiri. Prisluhni 4 zvokom, ki jih lahko slišiš. Veš, od kod izvirajo te zvoki? Kaj jih povzroča? So zvoki glasni ali tihi? Prihajajo od daleč ali od blizu? Tri. Poišči 3 stvari, ki se jih lahko dotakneš. Dotakni se jih. Kako jih občutiš pod prsti? So gladke ali hrapave? Tople ali mrzle? 2. Svojo pozornost usmeri na 2 vonja, ki lahko zaznaš. Je vonj močan ali blag? Se s časom spreminja? Prepoznaš stvari, ki jih vonjaš, tudi če zapreš oči? Ena. Poišči nekaj, kar lahko okusiš. Če ni ničesar v tvoji bližini, kar bi lahko okusil, poskusi prepoznati okus v svojih ustih. Morda je v ustih ostal okus zobne paste ali malice, ki si jo nedavno pojedel. Vajo zaključi z nekaj vdihi in izdihi ter pozornost usmeri na dihanje.
Dihanja ni potrebno prilagajati in spreminjati. Le opazuj, kako zrak vstopa v telo in potuje po dihalni poti. Kaj se dogaja v ustih, nosu, prsnem košu, trebuhu. Nato opazuj, kako zrak zapušča tvoje telo in kako potuje nazaj ven. Uživaj v občutku sproščenosti, ko počasi zaključuješ z vajo. Če želiš, se lahko malo pretegneš in nato se počasi vrni k dejavnosti, ki si jo opravljal. No, otroci pridejo na tole in slišali ste, ne bom komentiral, potem greš naprej po tej samopodobi čustva in psihične stiske, hkrati ti zagotovijo, da so tukaj vedno na voljo, da ga vedno otroka čakajo, da je vedno podpora in pomoč, da nikoli ne bo otrok sam, če ne zmore ali če ne ve, kako se obvladati, da se lahko kadarkoli vrne. In ko se vrne, pride na vprašanje, naslednje vprašanje. Prevelika starostna razlika za romantiko? Tema čustvo, ljubezen in zaljubljenost. In vsebina je skrita. V redu, čakajte malo, ne? Zakaj pa bi bila vsebina skrita? Glede na mavrične strani, ki so prej šle in na tiste barvice in način. Ok, pustimo se presenetiti, jaz ne bom nekogar sodil, ampak to so uradne strani. In v roza barvicah, ne, in ti tukaj ponudijo vzdevek, ženski, moški, starost in da napišeš anonimno sporočilce, ker te pol kontaktirajo, povabijo ven. In ko te povabijo, imaš tukaj e-prijatelja, vedno prijatelja, kadarkoli in tukaj je samo zate. Ja, prej pa je rekel, kako že piše tam, poglejmo še enkrat, ali je prevelika starostna razlika za romantiko. Ljudje božji, to, kaj delajo z vašimi otroci in to, kar sami delate, ko ne čuvate otrok, meni je včasih kapa pade dol, zelo hudo. In tukaj imate, evo, e-prijatelja, aktualno, realno, zanimivo. S teboj v vsakem vremenu in letnem času, novi članki in koristni nasveti. To sem jaz tukaj zate, NIJZ, Evropska unija, Ministrstvo za zdravje, pa MIA. In kot sem vam rekel na začetku, gre za program nacionalnega duševnega zdravja, katerega cilj je krepitev duševnega zdravja in zdaj imajo cele seminarje, tukaj je mak psihologija in zdaj imajo podcaste. Duševno zdravje mladih, pojdite na YouTube, tipkajte Domen Kralj, podcasti in zdaj se to na veliko samo oduševlja. To je zdaj moderno. Program Mira nima pristojnosti sicer za obravnavo konkretnih primerov, vendar imajo pa vsa dovoljenja in vse ambulante po Sloveniji. In kaj je njihova vizija NIJZ-ja pri vsem tem delu? Zelo lepo, zelo spodbudno piše, informirani in angažirani državljan, ampak o duševni bolezni, ne o tem, kako se prepreči. Varnejše digitalno okolje za otroke. Za otroka mora biti sam pred računalnikom, da je varen, zato da ga pripeljejo tam, ko ga peljejo, to, kar smo zdaj videli. Potem mora biti pravična in etična tehnologija in inovacije. Jaz o pravični tehnologiji pa o pravičnem internetu še nisem slišal, razen pri NIJZ-ju. Okay. In pa seveda vse moraš, gledajte, zaupaj mi, danes sem začel slajd zaupaj mi z računalnikom, tam čist prvi slajd zaupaj mi, piše zaupanje in preglednost med uporabniki in ponudniki tehnologije.
Hvala za vašo pozornost. Naredimo 8 minut pauze, potem pa pride Iviljana. Jaz sem danes povedal, kar sem imel. Hvala lepa, upam, da sem dal komu kaj misliti. Raziskujte, poglejte video ponovno. Morda nisem kakšnih stvari dovolj globoko povedal, ampak je preveč vsega, preveč informacij. Menim pa, da sem vam dal izhodišča, na katerih lahko gradite naprej. Hvala lepa vsem, ki kakorkoli prispevate in pomagate društvu, na kakršenkoli način. Veseli smo vsake pomoči, vsakega daru. Po Iviljanenem govoru pa ne zamudite Vse barve mladosti.